slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odsvetil je Hrebenja cvet in že zori svobode zlati sad. Sad, ki zori, ni dar bogatih tal in sončnih dni in blagega dežja. Iz upanja pognal je sredi skal in rastel iz krvi in izgorja. Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odsvetil je Hrebenja cvet in že zori svobode zlati sad. In zdaj zori in milostljivi čas je med sinovi našega rodu vseh dob let in dni. Določil nas za zadnjo stražo svetega sadu, da ga z drevesa 1000-letnih nad še zadnji hip nam ne ukrade tad. Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odsvetil je Hrebenja cvet in že zori svobode zlati sad. Ko odsvetil je Hrebenja cvet in že zori svobode zlati sad. V zadnjem letu smo stopili v obdobje, ko se vrstijo volitve. Tako so predsedniške volitve in volitve v državni svet že za nami, letos pa nas čakajo volitve v državni zbor in lokalne volitve. Prihodnje leto spet volitve v Evropski parlament. Izzivi, ki so pred nami, bodo v vseh pogledih izjemno zahtevni. Pričakovanja so velika, spremembe v slovenskem političnem prostoru pa nujne. O ciljih naših skupnih prizadevanj bo spregovoril predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Spoštovani gospe in gospodje, Slovenke in Slovenci, kolegice in kolegi, dragi prijatelji, predvsem pa dragi nagrajenci. Danes se spominjamo časov, ko sta nastajali obe naši predhodnici in mnogi med vami, ki boste danes dobili zaslužena priznanja, ste tisti ključni zgodovinski čas slovenske osamosvojitve in demokratizacije soustvarjali. Hvala vam za to, veseli smo, da ste danes z nami in želimo, da se med nami prijetno počutite. Prej, preden sem prišel na oder, je bila zapeta neka pesem, ki je nastajala v ravno tistih časih. Ko smo spomladi leta 1991 pripravljali prvo zaprisego mirnodobnih vojakov slovenskega naroda, slovenske države,
v vsej svoji zgodovini, ko smo se pripravili na čas, ko bo del generacije mladih prvič v zgodovini naroda prisegel samo svoji domovini in samo svoji državi, smo zaprosili tudi velikega slovenskega, danes žal že pokojnega pesnika Janeza Menarta, da napiše priložnostno pesem, kot se temu reče. In nastala je pesem, ki je bila takrat recitirana ob prisegi prvih slovenskih vojakov na Igu in v Pekrah pri Mariboru in potem še velikokrat v času osamosvojitve, vojne za Slovenijo in boja za mednarodno priznanje. Je pa moralo miniti četrt stoletja, da je nekdo to pesem tudi uglasbil. Takrat smo vsi pričakovali, da se bo s tem kar tekmovalo. Pa so potem nastopili časi, ko takšne pesmi niso bile zaželjene. Enkrat kasneje sem srečal avtorja, gospoda Menarta, ki je rekel, da jih je zaradi te pesmi veliko slišal od nekterih prijateljev v narekovaju, čeprav, oprostite, lahko o tej pesmi kdorkoli karkoli očita. Razen seveda tistih, ki so takrat želeli neko drugo državo ali pa ki so jokali za tisto državo, ki je potem propadla. No, kakorkoli trajalo je četrt stoletja dobrega, da je nekdo uglasbil to pesem in to je bila Martina Preveše, ki je prej to pesem tudi zapela in iskrena hvala za to. Danes se spominjamo časov, ki smo jim rekli slovenska pomlad. Spominjamo se časov Demosa, spominjamo se zgodovinske vloge dr. Jožeta Pučnika v tistih časih. Skratka, spominjamo se nekega dela, najpomembnejšega dela v zgodovini slovenskega naroda, svetlega dela, ki pa je kljub temu zgodovina. In te zgodovine se danes ne da ponavljati. Je pa pred nami, okoli nas, nekaj, kar je rezultat tega časa, rezultat uresničitve teh vrednot slovenske osamosvojitve, in to je slovenska država. In danes delamo in se združujemo za to, da bi ta slovenska država dejansko postala domovina za vse, tako kot smo si to želeli na tisti plebiscitni dan, ko smo decembra leta 1990 za njo glasovali. Takrat je Slovenija vzela zalet. Del tega zaleta sta bili tudi obe naši predhodnici, Socialdemokratska zveza Slovenije in Slovenska demokratična zveza. Še enkrat hvala vsem tistim, ki ste sodelovali pri tistih prvih začetnih korakih, ko pravzaprav ni bilo ničesar, obstajala pa sta vera in pogum in zato je bilo tisto podjetje zmagovito. Ta zalet, ki ga je Slovenija vzela v času od nastanka, od plebiscita, razglasitve, obrambe, ubranitve samostojne Slovenije do mednarodnega priznanja, tisti čas, tisti zalet je trajal nekje do konca leta 2008. Takrat smo na nek način verjeli, da je bil ta zalet dovolj močan, da bo šla Slovenija samo še naprej, da se bodo plebiscitne sanje uresničile. Del tega veličastnega trenutka, ali pa tega vrhunca samozavesti, ki ga je Slovenija dosegla po osamosvojitvi, smo doživljali tudi v teh prostorih. Kot je bilo že prej rečeno, ta center na Brdu je bil zgrajen za predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije in Evropskemu svetu. Zgradili smo ga zelo hitro, z majhnimi stroški, česar danes nikoli ne slišite. V Sloveniji velja pravilo, da
če gre za neko javno investicijo, je ta vedno na koncu dražja, kot je pa načrtovano. No, ta prostor in ti objekti, ki jo danes zborujemo, ni del takšne zgodbe. Slovenija je načrtovala takrat za predsedovanje Evropski uniji okrog 60 milijonov evrov. To je bil, mislim, da do takrat najmanjši znesek, ki ga je kakšna država namenila za te potrebe. In tega zneska nismo dosegli, ampak so bili stroški za 5 milijonov evrov manjši. Moram reči, da od leta 2010 let je minilo, v osrednjih slovenskih medijih nisem še nikjer zasledil tega podatka, da bi bokvari kdo to omenil. To je omenjen zato, ker je to dokaz, da se to da. Celo pri nekem projektu, kjer, kot so rekli, se ne gleda na malenkosti in na fičnike, je Slovenija takrat prihranila. Zaradi tega vedno, ko pridemo v ta center, se počutimo dobro. Je to pač dokaz, da se da. Ne samo, da se da poceni in dobro, je dokaz, da se da tudi ceneje in dobro. Tako da Slovenija ima tudi v tem času, ko je pač trajal ta zalet, številna obdobja, na katera smo lahko ponosni. Po letu 2008, kot da se je nekaj zarotilo proti nam, ne samo, da je ta zalet popustil, na krilih nedokončane tranzicije je prišla praktično restauracija, ki jo vzpostavlja to, kar danes občutimo in čemur strokovnjaki pravijo globoka država. Dogajale so se stvari v tem času, skozi katere smo šli, za kar bi se dalo uporabiti tisti star pregovor, ki pravi, ne od njih bi se še hudič lahko veliko naučil. Ni da ni, kaj se je uporabilo za to, da Slovenija dejansko ne bi dosegla tistega, kar smo si predstavljali v osamosvojitvenih sanjah. Letos je Cankarjevo leto, zato je mogoče to tudi dobra priložnost, da ga citiramo. Pred dobrimi 100 leti je on namreč v enem od svojih del zapisal nek stavek, ki je zelo uporaben za razumevanje oziroma za razložitev enega od ključnih razlogov tega dogajanja. Cankar je maja leta 2016 zapisal naslednje. Tako nas tujci in potujčenci delajo majhne in slabe, da smo nazadnje že sami verovali v to svojo neznatnost in nemoč. Ta samozavest, ki je dosegla viške z osamosvojitvijo, vstopom v Evropsko zvezo in v zvezo NATO, s predsedovanjem Evropski uniji, prevzemom evra in tako naprej. Ta samozavest se je pač tistim, ki te države niso želeli, zdela nevarna. Zato se je začela na vseh točkah, lahko bi rekli, sabotirati. Rezultati tega so slabi, mnogi, nima smisla vseh naštevati, mogoče samo nekatere. Dobili smo arbitražni sporazum z sosednjo državo, ki naj bi dokončno uredil mejno vprašanje. V teh dneh poteka v Münchnu največja mednarodna varnostna konferenca na planetu in zjutraj smo tam slišali besede, češ kako je ta arbitražni sporazum zgled slabe prakse tega, kar se ne bi smelo zgoditi in kako se nekaj takega ne sme več ponoviti v širitvi Evropske zveze proti Zahodnemu Balkanu. Iz nekega fantastičnega dne smo prišli do slabe prakse, ki jo kot opozorilo zdaj dajo, so na Münchenski varnostni konferenci za svet ali pa so opozorilo drugim. Dobili smo
predvsem leta 2015 skozi naše ozemlje 500.000 ilegalnih migrantov, 500.000 posamičnih kršitev šengenskega reda in to se je sprejelo in delalo, kot da enostavno ni druge rešitve, čeprav so imeli istočasno sosednjo državo, Madžarsko, ki je pokazala, kako se s takim problemom sooči. Dobili smo zlorabo pravosodja, drastično kršenje ustave iz ideoloških nagibov, nekaj teh kršitev je bilo že zdavnaj prepoznanih na Ustavnem sodišču, pa še vedno niso odpravljeni. Dobili smo krajo volitev, otrok, mandatov, imena in tudi identitete. In ob zadnjem slovenskem kulturnem prazniku smo dobili izrezen slovenski grb iz slovenske zastave kot višek neke umetnosti, ki je celo nagrajena z državno nagrado. Dobili smo nekaznovano krajo iz državnih bank, uničevanje slovenske vojske, da tukaj terana pa raznih drugih podvigov aktualnih ministrov, aktualne vlade niti ne omenil. In seveda ključno in tisto, kar je najbolj problematično, kar smo opozorili že na našem lanskem kongresu, dobili smo ali pa soočali smo se z uničevanjem veselja do življenja in pristali na 9. mestu kot 9. najstarejša država, kot država z 9. najstarejšim prebivalstvom na svetu. Skratka, dogajalo se tisto, kar je za vsako skupnost najbolj nevarno, to je uničevanje lastne identitete. Zdaj, ta globoka država je bila v tem času mnogokrat razkrinkana, nikoli pa ni bilo nobenih sankcij. Da je najbolj se v zadnjem času razkrinkala z delom 2 preiskovalnih komisij, ki jih vodita naša poslanska kolegica in kolega, Jelka in Anže. Poročilo o pranju milijarde evrov za teroristične in obveščevalne namene za državo, ki je pod trojnimi mednarodnimi sankcijami, je bilo v Državnem zboru sprejeto celo soglasno, kar pomeni, da je neka politična volja na površini za to, da se stvari razčistijo, obstajala, ampak v praksi pa ni nobenih posledic. Enako, ko gre za preiskovalno komisijo za žilne opornice, pravzaprav posledice so. Našim poslancem grozijo zaradi njunega dela in tudi z tega mesta se je treba temu odločno upreti. Tega pač ne bomo dovolili. Tega ne bomo dovolili in storili bomo vse, da tisti, ki so za tem velikim kriminalom, da bodo na koncu odgovarjali, stalo kar stalo, ampak to bomo dosegli. Tako da nobene grožnje nas pri tem ne bodo ustavile, nobene umetne afere, zdaj nobeno zloraba pravosodja ali karkoli. Te stvari treba razčistiti in ko se bo to razčistilo, bo tudi globoka država v Sloveniji začela odmirati, ker tukaj gre za samo jedro, samo bistvo problema. In to bistvo problema je seveda v veliki meri izraženo v tem citiranem Cankarjevem stavku. Gre za vprašanje identitete in samozavesti. Cankarjev govori o tem, kako tujci in potujčenci delajo Slovence majhne in kako so poloni pač ubogljivi, Boga boječi, če te udarijo, pa enem licu nastaviš še drugega, kar oblast reče je sveto in tako naprej. In zdaj ta formula, ki jo takrat Cankar razkrinkaval, se je skušala kasneje ali pa se je včasih tudi zelo uspešno v zadnjem času uporabljalo v Sloveniji še naprej.
Cankar potem sicer piše, kako ga je slovensko ljudstvo vseeno pozitivno presenetilo in je v ključnem času vstalo. Mimogrede, to je bil potem čas tiste prve majniške deklaracije. Ampak, če te Cankarjeve misli apliciramo na sedanje čase, potem moramo resno pogledati tudi sami vase. Koliko sami zapademo v takšen defetizem, sej se nič ne da, sej se ne da zmagati, sej imajo vse v rokah, nič se ne bo spremenilo, mi se moramo spremeniti namesto tega. Zdaj, tisti, ki misli, da je na pravi poti, gledajte, ne bo poti spreminjal, ne glede na same ovire. Če pa misli, da je na napačni poti, potem mora izbrati drugo, zagotovo. Ne pa zaradi tega, ker je pot nekoliko bolj strma, začeti dvomiti vase, ali bomo sploh prišli do cilja. Spominjamo se časov naših predhodnic in časov Demosa. V tistih časih, mnogi ste jih doživljali, so bila neka realna razmerja sil še bistveno bolj neugodna. Kaj pa smo takrat imeli? Nič. Niti to se ni vedelo, kako kampanje organizirati, kako organizirati nadzor na volitvah, nobenega, na strani Demosa, nobenega pravega političnega znanja ni bilo. Vse smo njeni sami amaterji, pa še golfali so z volilno zakonodajo, tudi pri preštevanju glasov marsikje in tako naprej. Ampak je Demos kljub temu zmagal. Zato, ker sta obstajala vera in pogum. Zato, ker takrat ta Cankarjeva prerokba enostavno ni držala. Tudi danes, v času, ko je to delanje majhnosti iz nas, iz Slovencev, iz slovenske države, iz slovenskega naroda, na višku se to občasno prekine. To prekinejo recimo naši športniki, na teh olimpijskih igrah Jakov Fak, danes hokejisti, jutri mogoče kdo drug. Takrat se na neke svetle, redke trenutke zavemo, da pa mogoče le nismo tako majhni in nepomembni in nesposobni, da se vendarle da. To na trenutke prekinejo v javnosti slovenski gospodarstveniki in podjetniki s svojimi uspehi, včasih tudi slovenski znanstveniki. Tega se zavemo, ko recimo kje preberemo, da so spet prevedli pri kaki pomembni svetovni založbi novo delo Draga Jančarja, in še nekaterih naših dobrih slovenskih pisateljev ali pesnikov. Potem pa spet pride nek vsak dan, kjer se skuša Slovence potisniti v nesamozavest, v neidentiteto, v neko amorfno maso, s katero se lahko dela, kar se hoče. Tako da to je naš ključen problem. Pred 30 leti smo se mu uprli z vero in pogumom in tudi z združevanjem. Demos je takrat združil na koncu 7 strank celotnega političnega spektra, demokratičnega loka, in tudi danes je za spopad s temi izzivi takšno združevanje potrebno. Ne v smislu obujanja novega Demosa ali nove slovenske pomladi, ker kot rečeno je to zgodovina, svetla zgodovina slovenskega naroda in vrednote tistega časa so ustvarile slovensko državo in danes gre za to slovensko državo, zato je danes potrebno združevanje za Slovenijo, za slovensko državo, zato združevanje strank iste politične družine, strank, ki pripadamo družini evropskih ljudskih strank, strank, ki pripadamo svetovni sredinski oziroma nekdaj krščansko-demokratski internacionali, strank, ki pripadamo mednarodni demokratični zvezi, pa tudi širše, tudi strank, ki na novo nastajajo.
pa tudi širše. Pravilo, ki ga je takrat Demos prakticiral, velja tudi danes. Kdor ni proti nam, pa je lahko z nami in mi smo z vsakim, ki mu gre za Slovenijo, pripravljeni sodelovati. Mogoče iz tega sodelovanja začasno izključujemo tiste, ki še vedno poveličujejo zločine ali domujejo v ukradenih vilah. Jaz mislim, da morajo ti končno iti čez tisto, kar so nekoč najavili, se pravi čez prenovo, pa tega nikoli niso izvedli. In to pričakujemo, da se bo zgodilo. In morajo opustiti retoriko, ki jo zadnje čase spet poslušamo, češ da niso za spravo, in retoriko, ki se glasi, včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri vam bomo vzeli. Glejte, temu se bomo mi uprli. Upiramo se tej retoriki, jo označujemo za zavržni sovražni govor in vsem dejanjem, ki bodo morebiti izhajale iz takšne retorike, se bomo uprli. Zdaj, slabe 4 mesece pred volitvami je ponovno aktualna tema novih obrazov. Zdaj, v politiki so novi obrazi potrebni in vedno pride do njih, že biologija to zahteva. Vedno pride. Vendar je eno ponudba z novo vsebino, ki lahko popestri, privede do novih rešitev, odgovarja na boljši način na izzive časa. Drugo pa je reciklaža starega. In tisto, kar se praviloma, ne vedno, ampak praviloma v Sloveniji prodaja kot nove obraze, je v bistvu reciklaža starega. Iz Zveze socialistične mladine Slovenije v liberalno demokracijo, iz liberalne demokracije v stranko Zares, iz stranke Zares v listo Zorana Jankovića, iz liste Zorana Jankovića v listo Mira Cerarja itd. Zdaj pa mi povejte, če kdo med vami pozna kako bistveno razliko v stališči, ki so jih zagovarjali Gregor Golobič, Anton Rop, Zoran Janković ali ki jih zagovarja Miro Cerar. Znate kako bistveno razliko? Ne. Skratka, gre za reciklažo stare vsebine in če gre za reciklažo stare vsebine, je seveda popolnoma vseeno, kdo je fasada, ki stoji spredaj, bistveno je tisto, kar se pač dogaja. Zdaj, pri naštetih nobene razlike v stališčih, enaki konglomerati protislovenske politike in arogance in posledice, ki so ne v celoti, ampak v pretežni meri negativni. Eno so torej nove stranke in osvežujoče nove ponudbe, ki so potrebne. Čas gre naprej in to pač prinaša nove zahteve in tudi na vprašanje dobivajo nove odgovore. Se pravi, ena je torej nova ponudba, drugo so pa zarodki v drobovju globoke države, ki so skrbno načrtovani, medijsko negovani, pa tudi vsestransko finančno in propagandno podprti. In potem se dogaja to, kar se dogaja zadnje mandate pri nas, veliko navdušenje in potem veliko razočaranje, pa potem spet isti krog. Nekdo je zadnjič neki razpravi, ki smo imeli, rekel, da ti novi obrazi, ki se pri nas pojavljajo, imajo približno efekt nudistične plaže. Pravi, oddalja zgleda vse zelo privlačno, ko priješ pa zraven, je pa to malo drugače.
V svetovnem turizmu nudistične plaže sicer obstajajo, so pa izjema, niso pravila. V Sloveniji je problem s tem, da se običajno, ko se od blizu pogledajo, že prepozno za en mandat, ta mine, priložnosti so neizkoriščene in trnki so običajno potem na novo vrženi, nekoliko je naivnosti pa sami presodi. Kot je rekel prej naš gostitelj, predsednik mestnega odbora Kranj, Branko Grims, so pred nami neki časi, ki so in bodo izjemno zahtevni. Če se spomnite naših resolucij iz majskega kongresa, lanskega majskega kongresa v Mariboru in mojega govora, takrat tudi nekaterih drugih govorov, potem veste, da smo mi na to opozarjali. Pred nami ni samo čas nekih odločitev v Sloveniji zaradi državnozborskih in lokalnih volitev, ampak so tudi časi odločitev širše. Naš kongres je te smernice začrtal, na tej osnovi je nastal program strokovnega sveta, ki smo ga enkrat že predstavili in zdaj tečemo drugi krog z temi predstavitvami in približno vemo, kako je treba na te izzive odgovarjati. Bistvo teh naših smernic je Slovenija, kjer bo blaginja dostopna vsem pod enakimi pogoji, odvisno koliko se kdo potrudi, in to brez naprejšnje delitve na prvo in drugo razredno. Program, ki ga je naš strokovni svet izdelal, zasleduje ta cilj. Bistvo tega programa je Slovenija, ki bo domovina za vse. Bistvo tega programa je varna Slovenija. Bistvo tega programa je Slovenija, kjer bo v javnih in državnih storitvah red, kjer bodo za vse veljali enaki pogoji. Slovenija, kjer bo šlo manj za davke in bo vam več ostalo. Slovenija, ki bo razvijala okolje, svobodne podjetniške pobude. Slovenija, kjer pokojnina ne bo socialna kategorija, ampak pošteno plačilo za pošteno minulo delo, kjer se bo tudi pri živem delu za pošteno delo dobilo pošteno plačilo. Vse to so cilji, ki smo jih imeli pred sabo tudi v časih, ki se jih danes spominjamo, le da jih v vseh teh desetletjih še nismo uspeli uresničiti. Zdaj, okoli nas v tem trenutku, čeprav tega, ker smo medijsko malo izolirana, skupnost ne vidimo prav dobro, tudi okrog nas poteka boj za Evropo in identiteto evropskih narodov. V 21. stoletju, v novih okoliščinah, ampak vendar ne. In poteka tudi boj za Slovenijo in boj za našo identiteto. In ta boj je ključen. Vse ostalo je manj pomembno, če ta boj izgubimo. Pa poglejmo malo, kako to izgleda od blizu. Če pogledate nekatere spletne strani, ki so o tem konkretno poročale, potem vidite, da danes v Sloveniji obstaja nekaj deset, mislim, da celo preko 100 raznih tako imenovanih civilno-družbenih organizacij, ki načrtno napadajo in skušajo razvrednotiti in posledično razgrajevati narod, družino, privatno lastnino in zasebno šolstvo. Mogoče ste presenečeni, ampak v preambuli komunističnega manifesta izpred 200 let piše: komunizem bo uspel, če bomo uspeli razgraditi narod, družino, privatno lastnino in zasebno šolstvo. Torej bi rekli nič novega, samo zapakirano v neko drugo vsebino,
Tisto, kar je novo in grozljivo, je to, da so te organizacije financirane iz našega proračuna, preko tega velikokrat tudi iz evropskih sredstev in iz omrežja tako imenovane odprte družbe oziroma Sorosovih fundacij. Nekaj desetih je, ki so financirani vseh treh virov in potem to svojo roboto skrivajo za tako imenovanimi evropskimi projekti ali pa pod plaščem raznih mednarodnih organizacij, čeprav največ denarja dobivajo ravno od vas, preko davkov, prispevkov, ker to mi plačujemo. V nekaterih evropskih državah so začeli odkriti boj proti temu in jaz mislim, da to čaka tudi nas. Mogoče nismo še tako zaostanku, kot so nekateri drugi. Če pogledate danes velika evropska mesta, boste videli, da je večina teh mest boj za identiteto izgubila. Poglejte, kdo so župani velikih evropskih mest, poglejte strukturo prebivalstva, da tukaj ne omenjam Ljubljane, ni veliko evropsko mesto, bi se pa kakšna podobnost našla. Včeraj sem se pogovarjal s kolegi iz Avstrijske ljudske stranke in so mi povedali, da je ob lanskem vpisu v prvi razred v mestu Dunaj večina prvošolcev muslimanov, se pravi iz muslimanskih družin, ki zahtevajo seveda potem tudi pogoje v skladu z neko religijo, ki seveda v Avstriji ni avtohtona. Stvar še večja, povedali so mi, da je tudi večina vpisanih v prvi razred katoliških šol iz muslimanskih družin, ker ni drugih. Zdaj, Dunaj je bila včasih tudi naša prestolnica, danes na srečo ni. Ne vem pa, kako bodo ta problem rešili, je pa volilno telo tam seveda reagiralo. Bitke v velikih mestih v Evropi in marsikje, kar se tiče bitke za identiteto, so bile začasno izgubljene. Zdaj se te bitke selijo na državno oziroma nacionalno raven. Ta spopad se je zdaj začel in lahko ga spremljate preko volilnih spopadov v sosednjih državah, v Avstriji, vemo, kako se je končalo dobro. Naslednji mesec so volitve v sosednji Italiji, ker je to tudi ključna tema. Jeseni smo imeli volitve v ključni evropski državi v Nemčiji, kjer je to vprašanje zasenčilo vse ostale in še danes preprečuje vzpostavitev neke trdne vlade. In če Nemčija ne bo imela trdne vlade, bo cela Evropa nestabilna, tega se zavedajte. In to vse zaradi podcenjevanja pomena tega boja za identiteto. In tukaj treba zelo jasno povedati, ena je solidarnost s trpečimi, ki je Slovenija že velikokrat izkazala, drugo pa je uničevanje lastne identitete. Za tistih, ki prihajajo k nam, odkoderkoli, pričakujemo, upravičeno, govorimo za Slovenijo in govorimo tudi za Evropo, katere del smo, in soodločamo o njeni politiki. Skratka, od tistih, ki prihajajo k nam, pričakujemo, da bodo spoštovali naše navade, našo tradicijo, našo kulturo, da se bodo oni prilagodili okolju, v katerega prihajajo, ne pa da bodo zahtevali od nas, da se mi prilagodimo njim. Velikokrat, ko govorimo o teh stvareh, nam iz leve strani očitajo, če se tudi Slovenci so bili begunci, poglejte, kako so jih sprejeli v Ameriki, Argentini, Avstraliji in tako naprej. Ja, seveda so jih, ampak so se morali oni prilagoditi kulturi Avstralije, Kanade, Amerike, Argentine, naučiti njihovega jezika, njihovih navad.
in so se. In so danes ponosni na obe identiteti, kar se tiče naših rojakov. In to ni nekaj, kar bi nasprotovalo temu, kar sem prej dejal. Tako da, tukaj na tej točki je treba opustiti tako imenovano politično korektnost, ker ničesar ne prinese. Prinese samo zablode, zaradi katerih je danes, kljub temu, da gre gospodarstvo dobro. Polovica Evrope v krizi, najbogatejše države so v krizi zaradi identitetnega vprašanja in zaradi tega, ker imajo oni gripo, imamo prehlad tudi mi in smo prvič v zgodovini, ali pa prvič v tem času, odkar smo postali člani Evropske zveze in NATO, lahko upravičeno zaskrbljeni tudi za usodo teh dveh asociacij. Ne zato, ker bi bili neki zunani sovražniki, vojaško tako močni, ne zato, ker bi gospodarsko propadali ali pa ker ne bi sposobni ustvarjati in proizvajati izdelkov, ki gredo v promet na globalnem tržišču, ampak zaradi tega, ker se je zanemarjalo vprašanje nacionalnih in tudi skupne evropske identitete, ker se je nasedalo neki zgodbi o multikulturnosti, ki praktično nikoli pod takšnimi pogoji ni zaživela in ker se je začelo reagirati potem, ko je bilo marsikje že pozno. Zdaj Slovenija ni prepozno, je pa ključen čas za prebujanje. Torej, kar se tiče Slovenske demokratske stranke, je tukaj stvar jasna, izhaja iz vseh naših programov, tudi zadnjih kongresnih resolucij. Mi smo borili za Slovenijo, kakršno smo izglasovali na plebiscitu leta 1990, za Slovenijo, v kateri bodo tudi naši pravnuki govorili slovensko in peli slovenske pesmi, za Slovenijo, kjer bo Slovencev vsako leto več in kjer bomo lahko vsako leto živeli bolje. To je to je v grobem rečeno neka osnovna usmeritev, ki bo v prihodnosti še bolj pomembna, kot je bila v preteklosti. In mogoče je zaradi treba nekatere stvari tudi zelo jasno postaviti. In Slovenski demokratski stranki napram komunistični internacionali, ki jo prepevajo po ljubljanskih trgih, zdaj že ob vsaki priložnosti in kjer praktično ne vidiš nobene slovenske zastave. Zdaj temu izrazu mi nasproti postavljamo Prešernovo Zdravljico. Celo Prešernovo Zdravljico. Ne samo 7. kico, celo Prešernovo Zdravljico. Celo Prešernovo Zdravljico, tako kot je zapisana v slovensko ustavo, in kjer je na začetku tudi kitica, ki pomeni, da je za nas prva Slovenija. Najprej Slovenija, potem druga. Če kdo misli, da je ta pot napačna, če kdo misli, da če bomo mi nekoga drugega postavili na prvo mesto, da bodo pa drugi nas postavljali na prvo mesto. Se enkrat sprehodi recimo čez evropske institucije ali pa čez parlamente sosednjih držav, jasno je, da vsak, ki upravlja, ki so ga ljudje izvolili, da upravlja z neko državo, najprej na prvo mesto postavlja to državo, interese tistega naroda, ki je državotvoren, po tisti državi interese ljudi, ki živijo v tej državi. Če te prioritete zamenjate, kot nekateri pri nas pridigajo, potem se na naravni red stvari poruši in tisti, ki je tako naiven, da temu verjame, seveda potem prvi propade. Tako da napram internacionalizmu
socialističnemu in tudi liberalističnemu, mi postavljamo slovenstvo. Slovenstvo kot patriotizem, ne kot negativni nacionalizem, ki sovraži druge, ampak kot pozitivni patriotizem, ker imaš rad sebe in imaš lahko rad tudi druge. In brez tega pozitivnega patriotizma ni prihodnosti niti za Slovenijo, niti za druge evropske narode. In namesto dogodkov ali pa obdobij v slovenski zgodovini, ki so nas kot narod razdelili, mi postavljamo v ospredje čas slovenske osamosvojitve, ker je to čas, ki je slovenski narod združil. Ni drugega tako pozitivnega časa v slovenski zgodovini in vsak, ki želi Sloveniji dobro, iskreno dobro, bo vedno ta čas postavljal v ospredje. Tisti, ki pa v ospredje postavlja krvavo revolucijo in se tiste, kar se je dogajalo po njej, tisti slovenskemu narodu in slovenskim državljanom ne želi dobro, ampak v tem vidi zgolj obrambo lastnih privilegijev in lastnih interesov. Iz programa, ki je izdelan na podlagi naših kongresnih smernic, jasno izhaja, da v Slovenski demokratski stranki proti podržavljanju in proti diktaturi birokracije postavljamo svobodno podjetniško pobudo in vitko državo. Vitko državo, ki je servis, vitko država, ki je vaš servis, ne pa vaš diktator, ker se vsak dan potem lahko na vsakem koraku lahko bojite, če se niste prav naredili, ker je vse predpisano in kakšno kazen si mogoče zaslužite, pa sploh še niste zakonov prebrali, da recimo doma na vrtu ne smete požagati drevesa, ker je premer debla večji kot 8 cm, ker se je gospodu Židanu zazdelo, da je bilo to lahko kaznivo. Tako da glasovati za Slovensko demokratsko stranko na naslednjih volitvah pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo, za normalnost v smislu razumevanja tega pojma, tako kot ga razumejo povsod po svetu. Ne tako, kot ga mogoče razume upravni odbor Prešernovega sklada. In globoko državo, ki je v tem trenutku ključni problem, globoko državo, ki pere denar za teroriste, postavlja in odstavlja vlade, dela stranke, zapira po nedolžnem, krade otroke, če hočete, mandate in tako naprej. To globoko državo bomo v prihodnjem mandatu ali dveh, če ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije. Zdaj se bo zgodilo, če bomo vsakič, ko nam bo kdo dopovedoval, da smo majhni, nepomembni, da se nič ne da, da nič ne moremo, če si bomo vsakič priklicali v spomin tisti Cankarjev stavek in se zavedali, zakaj se takšna miselnost vsiljuje v slovenske glave. In če se bomo zavedali, da v resnici nismo majhni, da se Slovenci lahko kot posamezniki kosamo z komerkoli v Evropi in širše po svetu, da naši rojaki kjerkoli praktično danes na zemeljski obli to dokazujejo, da pa to velikokrat ne vemo.
če se bomo zavedali, da smo lahko tudi kot narod ne samo enakopravni, ampak marsikaj je najboljši, če bomo samozavestni, če ne bomo sami sebe dajali v nič in če bomo s ponosom peli tudi drugo kitico Prešernove Zdravljice. Dokler si pa tega ne bomo upali, potem pa bomo čoln, ki ga bo pač premetavalo na valovih, na razburkanih valovih sedanjega in prihodnjega časa. Ampak, če kje, potem je v Slovenski demokratski stranki zbrana energija, ki omogoča, da bomo v Cankarjevem letu tisti njegov stavek, delajo nas majhne, obrnili v stavek, naredili se bomo velike. Dragi prijatelji, iskrene čestitke ob skupnem 29. rojstnem dnevu, še vse čestitke in zahvalo vsem nagrajencem, prejemnikom priznanj. Želim vam lep večer in uživanje v kulturnem programu, ki bi zagotovo zaslužil kako pravo nagrado. Danes smo se zbrali tudi zato, da se zahvalimo tistim, ki so v preteklem letu največ naredili za to, da je Slovenska demokratska stranka stala, obstala in napredovala. Lep večer še naprej in Bog živi Sloveniji!